Klavdija Sedar je doktorica znanosti za področje interkulturnih študijev, primerjalnih študijev idej in kultur, zaposlena v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Leta 2006 je diplomirala na oddelku za klasično filologijo in leta 2007 na oddelku za splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot zaposlena na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU v okviru raziskovalne postaje Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU Prekmurje je leta 2013 zagovarjala doktorsko disertacijo Kulturna podoba jugovzhodnega Prekmurja v 17. in 18. stoletju, pri čemer so ji kot najpomembnejši zgodovinski dokument in prvorazreden vir služile vizitacije zagrebške škofije. Kot bibliotekarka na domoznanskem oddelku Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, kjer je zaposlena od leta 2014, si na podlagi do sedaj pridobljenih znanj in lastne inovativnosti prizadeva za kakovosten in kreativen razvoj domoznanske dejavnosti ter prepoznavnost le-te tako v lokalnem okolju kot tudi širše. Pomurska akademkinja doktorica Klavdija Sedar je fejst dragocena za Pomursko akademijo. Doktorirala je v Pomurji. Doktorirala je iz zgodovine in doktorirala je iz zgodovine, ker je bila povezana z življenjem v Pomurji, v Prekmurji. In za voljo toga je tudi toliko več vredno, ko je zaposlena v Pomurji, v Soboški knjižnici in ko svoje delo, svoje znanje, izkušnje pa energijo lejko usmerja v raziskave povezane z našim okoljem. In to seveda tudi fejst dela. Je resno fejst uspešna, je aktivna članica Pomurske akademije, tako na konferencah, kot tudi na drugih dogodkih in resno pripomore k našemu razvoju. Pripomore pa tudi k tomu, ko znamo kaj več o zgodovini tega območja, na katerem smo doma. In tudi dnešno predavanje pomurske akademkinje doktorice Klavdije Sedar je povezano z zgodovino, z našo zgodovino, dotika se pa izobraževanja, šolstva. Torej tiste stvari, ker je bila tako fejst važna, ko smo se Slovenci, pa tudi ožje gledano, lejko ohranili in seveda bili konkurenčni drugim okoljem. In kak zanimivost doteknula se je izobraževanja na Goričkom, tudi k šole, v katero je odo naš pokojni častni član Pomurske akademije, pomurski akademik dr. Anton Vratuša. V svoji raziskavi je šla tako daleč, ko je poiskala vpise njegove v šolo. Vabim vas, da si fejst zanimivo predavanje pomurske akademkinje doktorice Klavdije Sedar skupaj pogledamo. O delovanju šol v Prekmurju lahko govorimo le v tesni povezavi župnijske organizacije. Prvi vir, ki govori o stanju šolske mreže med Muro in Rabo, sega v reformacijski čas v leto 1627. Tedaj je najbližje Dolnjim Slavečem, ki se v virih omenjajo že v 14. stoletju, šola delovala v Gornji Lendavi. V šolo v Dolnjih Slavečih, ki jo je odprla posvetna oblast, pa so otroci vstopili šele konec 19. stoletja, leta 1895, ko je bilo v vseh prekmurskih šolah že obvezno poučevanje madžarskega jezika na podlagi prosvetnega zakona iz leta 1879. Predtem so otroci iz Dolnjih Slavečev obiskovali šolo pri Svetem Juriju, gradu v Pertoči, tudi v Bodoncih. Sprva je bila šola enooddelčna, šolskim letom 1913-1914 je postala dvooddelčna, leta 1937 pa trioddelčna. Slovenski jezik je bil kot učni jezik uveden šele po končani prvi svetovni vojni, v času druge svetovne vojne ga je zamenjala madžarščina, po vojni pa je postal in ostal učni jezik slovenski. Osnovna šola v Dolnjih Slavečih je delovala do leta 1968, na kar so bili učenci prešolani na osnovno šolo Grad. To osnovno šolo je obiskoval tudi akademik dr. Anton Vratuša. Samostojno šolsko poslopje je bilo sezidano leta 1906, dotlej je bila v najeti privatni hiši.
Leta 1900 je bilo na Dolnjih Slavečih 737 prebivalcev, pismenih pa le 284. Osnovni učni predmeti v šoli so bili jezik, spoznavanje narave, računstvo, geometriji, telesna vzgoja, gospodinjstvo, likovni in glasbeni pouk. Leta 1920 je bilo v šolo na Dolnjih Slavečih vpisanih 161 učencev, leta 1966 le 61. Ko sem razmišljala, katero tematiko bi izbrala za letošnjo 15. znanstveno konferenco Pomurske akademije znanosti in umetnosti in ob tem imela nekako tudi v mislih našega akademika, dr. Antona Vratušo, me je raziskovalna pot zanesla v osnovno šolo Dolnji Slaveči, kjer se je naš akademik tudi rodil in to šolo tudi seveda obiskoval. Dolnji Slaveči se prvič, seveda po dosedanjih podatkih, omenjajo v 14. stoletju, leta 1465 kot Alšo Sleveče. Upravno je seveda kot celotno Gornje Prekmurje spadalo pod železno županijo. Cerkvena ureditev je bila bolj razgibana. Po prvotni salzburški kratkotrajni je potem prevzela džurska škofija, potem spet kratkotrajno Zagreb, do leta 1777 Džur, naprej Sombotel, potem Maribor in seveda Murska Sobota, danes pa spadajo Dolnji Slaveči v občino Grad. Prve šole so, to govorim na splošno v Prekmurju, začele delovati po postavitvi cerkvene organizacije, k čemer je seveda zelo pomembno vplivala reformacija. In prva evangeličanska šola v Prekmurju je delovala od leta 1544, to seveda govorim po dosedaj znanih podatkih, v Dolnji Lendavi. Večina ostalih šol pa je začela delovati potem v začetku 17. stoletja, kar imamo podatke iz prve vizitacijske listine na slovenskem narodnostnem območju iz leta 1627. In na podlagi tistega zapisnika je potem tudi ta zemljevid, torej v 1627 je delovalo 11 cerkvenih občin in pa 7 šol. Kot vidimo, v najbližje Dolnjim Slavečem sta delovali 2 šoli pri Gradu, torej v Gornji Lendavi in pa pri Svetem Juriju. Iz Dolnjih Slavečev so otroci v šolo zahajali torej v Gornjo Lendavo od leta 1627, v Pertočo prav tako tega leta tudi Sveti Jurij, potem v Bodonce in pa na Gornje Slaveče. Ti zadnji 2 sta bili seveda evangeličanski šoli, torej ko so se formirale evangeličanske cerkvene občine. Moram pa tukaj seveda dodati, da je v tistem času zahajalo v šolo še zelo malo otrok, bodisi da večinoma jih seveda starši niso dali v šole, kajti so jih raje porabili za domače delo, torej na kmetiji. Te šole so bile seveda župnijske, ob cerkvi lesene, navadno sta bili 2 sobi, ena seveda za učitelja, druga je bila namenjena šolarjem, zraven pa je bila še kuhinja in shramba, seveda za potrebe učitelja in pa posebej je potem stal še hlev. Če nekako sklenem to obdobje, v 17. in 18. stoletju šole še niso bile ustaljene in uveljavljene ustanove, seveda splošna šolska obveznost še ni bila. Potem učitelji so bili pomanjkljive ali srednje izobrazbe in so poleg poučevanja opravljali še mnoge druge naloge, zaradi česar je tudi poučevanje ostajalo v senci. Tako da ni bil poseben poudarek. Glede narodnosti pa so bili v tem času v glavnem madžarske, slavonske narodnosti, no kasneje se pa potem pojavijo tudi domačini. Ja, iz tega kajkavskega prostora so tudi delovali nekateri v Gornjem Prekmurju.
V Dolnjih Slavečih je bila šola ustanovljena leta 1895, to je bila enorazredna šola v najeti privatni hiši Ferenca Celeca, potem samostojno šolsko poslopje je bilo sezidano leta 1906, v šolskem letu 13-14 postane šola dvooddelčna, leta 1937 pa trioddelčna. No, če podam nekaj statistike, recimo leta 1900 je živelo v Dolnjih Slavečih 737 prebivalcev, od tega jih je bilo pismenih 286, se pravi dobrih 38%. Tukaj imam zemljevid Dolnjih Slavečev, ta rumena puščica nakazuje na osnovno šolo v Dolnjih Slavečih, se pravi, to je bila šola. To rumeno je občinska cesta, črno je potok Lokat, tukaj je bila gostilna, to je evangeličansko pokopališče, mlin, pa spet gostilna. In pa tukaj je še spet eno pokopališče. Seveda na severu so potem Gornji Slaveči, na zahodu Gornja Lendava, na vzhodu Sveti Jurij in pa na jugu Motovilci, Kroplivnik in pa Pertuča. Tako da šola, tole je šolsko poslopje, zraven je bil sadni vrt, kot vidimo, šolsko dvorišče zgoraj, to je bilo stranišče, vodnjak, drvarnica in pa drevesnica. Tukaj je šla občinska cesta, pa seveda zelenjavni vrt, njiva in travnik. V pripombah vidimo zapisano, da je bila vgrajena samo drevesnica, z mrežo, vodnjak pa je bil globok 11,5 metrov. No, zunanjo šole, kot smo videli malo prej, je bila torej v naselju, odmaknjena od ceste, dvorišče je bilo v velikosti 360 kvadratnih metrov, sadni vrt 400 kvadratnih kilometrov, igrišča ni bilo, vodnjak je bil stalno vodo, potem je bila tudi klet, drvarnica, dve primitivni stranišči, ki sta pa bili zelo dobro, mislim, sta bili zelo čisti, kot sem zasledila v dokumentih. Notranjo šole pa sta bili dve sobi, k čemur je spadalo tudi kuhinja s hrambo in pa vežo in pa ena šolska soba. To pa prikazuje ta načrt, se pravi, tole je šolska soba, 10 krat 6,4 metre. Ves ostali prostor je pa bil seveda za učitelja, torej zgoraj stanovanje šolskega upravitelja, spodaj jedilnica, jedilna shramba, kuhinja in pa seveda veža. Kar zadeva šolsko sobo, je bila naravna svetloba zelo slaba, električne napeljave seveda ni bilo, na tleh je bil mehak les, na hodniku recimo beton, ogrevanje je bilo železno pečjo, potem za tablo so uporabljali premično stojalo in pa klopi so bile s priklopnimi sedeži za več učencev. Učni predmeti so bili v začetku seveda madžarski jezik, potem slovenski, med drugo svetovno vojno spet madžarski in po drugi svetovni vojni slovenski, potem spoznavanje prirode, računstvo, geometriji, telesna vzgoja, likovni pouk, glasbeni pouk in pa gospodinjstvo. Jezik poučevanja se je seveda spreminjal v skladu z ureditvijo. Vse skozi, to sem zasledila v dokumentih, pa se je tudi uporabljalo prekmursko narečje, bodisi zaradi lažjega podajanja snovi in pa tudi razumevanja. To pa je bilo seveda odvisno tudi od narodnosti učiteljev. Seveda, če so bili učitelji domači, potem so tudi uporabljali prekmursko narečje. No in se to navezuje. V glavnem so bili prekmurski Slovenci učitelji iz bližnjih krajev, to je predvsem v začetnem delovanju šole, iz Gornjih Slavečev, Grada recimo, pozneje pa tudi iz ostalega slovenskega prostora. Tudi sem zasledila recimo učitelje iz Primorske, iz današnje Primorske, iz Dolenjske, tako da so potem tudi drugi prihajali. Pa še malo statistike, recimo glede števila učencev. Leta 1920 je bilo 161 učencev, potem pa se je številka nekako vedno iz desetletja v desetletje zmanjševala.
tako da se je leta 1968 šola tudi zaprla in so bili otroci prešolani na osnovno šolo Grad. No, tukaj pa moram povedati še, da recimo jih veliko od teh, ki so bili vpisani, jih je ponavljalo razrede, tako da jih ni izdelalo. In tukaj še ena zanimivost, recimo učitelj, ki je nastopil leta 1925, Zvonko Černek, predtem pa je eno leto poučeval v Pertuči, tako da je ta dokument iz Pertučke šole. Tam učitelji so seveda ob nastopu svoje službe morali dati eno posebno prisego, da prisegajo pri vsemogočnem Bogu, pri kralju in tako naprej, da bodo svoje delo vestno opravljali. In potem je recimo pri tem učitelju v naslednjih letih napisano, da je v Dolnjih Slavečih, ko je poučeval, da se ni pripravljal na pouk, da ni pisal dnevnika, da so bili vsi zvezki prazni, da so bili prazne tudi glave otrok. Dobil je številne opomine, graje, tako da je, ne vem, bolj z levo roko se mi zdi, jemal to svoje delo, čeprav je tako slovesno prisegel, da bo opravljal dobro delo. No in namesto zaključka podajam tale opis v dnevnik. V 2. razredu so bili vpisani tile učenci in na predzadnjem mestu vidimo Vratoša Antono, kar je zanimivo, recimo, da je zapis priimka z ojem, Vratoša. Tako da je tudi dokaz, da je naš akademik res obiskoval to šolo. No, tale splošen pregled, ki sem ga podala, je seveda potem lahko tudi nekako posplošimo na ostale šole v omenjenem obdobju, torej v tem obdobju v prvi polovici 20. stoletja v naši pokrajini, tako da so nekako delovale po tem principu, so pa seveda vse kakorkoli že, tudi če včasih malo manj vplivale na dvig pismenosti v Prekmurju in nasploh v našem prostoru. Da je bilo leta 1900 na Dolnjih Slavečih 737 prebivalcev, pismenih pa le 284. Da so učitelji snov razlagali tudi v prekmurskem narečju, bodisi zaradi lažjega podajanja, bodisi razumevanja snovi. Da je imel v šolskem poslopju stanovanje tudi učitelj, za učence je bila le ena soba z merami 10 x 6,4 metra.